Torej, jaz bom predstavila ribniško lončarstvo včeraj. Čisto samo za uvod bi pa povedala par dejstev glede lončarstva. Torej, lončarstvo je poleg tkalstva, pletarstva, krznarstva in tkalstva in oblikovanja nakita v bistvu najstarejša obrt, sodi med najstarejše obrti, s katerimi se je ukvarjal človek. Lončeno posodo je prvič začel obdelovati v mlajši kameni dobi, to se pravi v neolitiku. Takrat je oblikoval posodo in razne glinene predmete ročno. Že v starejši železni dobi si je pri oblikovanju lončene posode pomagal z preprostim kolovratom na ročni pogon. Nastajala so že tudi prva lončarska središča. V mlajši železni dobi so poznali že preprost kolovrat na nožni pogon, kar je bil nek napredek v tej tehnologiji izdelovanja lončene posode. Velik boom pa to postane v antiki. Antika pa v bistvu začne prav za industrijsko proizvodnjo lončarstva. Poleg izboljšanega vretena oziroma lončanskega kolovrata, kolurat, jaz bom to zdaj imenovala po ribenško, na nožni pogon, so začeli lončevino oblikovati tudi s pomočjo modelov, livati ali tiskati s pomočjo modelov. Vse to traja celo antiko, z zatonom antike, z prihodom Slovanov, se v bistvu vsa ta znanja nekako pozabijo in ponovno preidemo na zelo preprosto lončarjenje s pomočjo roke in pa preprostega lončarskega kolovrata na ročni pogon spet. Kdaj se pa lončarstvo prvič začne omenjati v pisanih virih? Prvič se v pisanih virih omeni leta 1340 in to v arhivih Gorenjegrajskega arhiva, kjer se omenjajo lončari ob reki Dreti, to je Zgornja Savinjska dolina. V 16. stoletju se začnejo lončari posebno v mestih organizirati v cehovske organizacije, tako v Ljubljani, Škofji Loki, Kranju, na Ljubnem, Celju, v Filovcah v Prekmurju in pa tudi ponekod drugod. V 18. stoletju začnejo to lončarsko izdelano posodje, posebno v mestih, nadomeščati kovinske, železne, bakrene posode in počasi se lončari umikajo iz mest, nekaj časa se preusmerijo v pečarstvo in vse bolj lončarstvo postane dejavnost kmečkih ljudi kot njihova dopolnilna dejavnost. Seveda še vedno, ki je v mestu srečamo lončarstvo, da ne bodo rekel Mojca je to pa to rekla, ampak to je nekako ta postopek, ki je v bistvu šel. Tukaj sem naredila en manjši zemljevid, da vidimo, kjer so bile v 19. in še 20. stoletju ta lončarska središča, to se pravi Ljubno, Suha pri Kranju, potem Komenda in okoliške vasi, Šmartno pri Šmarni gori, Celjska kotlina, tja bomo šli pa kar po kotlinah, ker so se ukvarjali s tem po vaseh, Dravsko polje, Ptujsko polje, Slovenske gorice, Središče ob Dravi, Prekmurje zlasti s Filovcih, Goričko lončarstvo, tukaj dol imamo pa še na Krškem polju, Šentjernej, Črnomelj za svojimi okoliškimi vasmi, tukaj se najde Luhranu kolovrat, ki so ga vrteli na roko, in pa Ribniška dolina, katero bomo danes si pogledali malo bolj natančno. Torej, kaj ćemo reči? V Ribniški dolini se je lončarstvo razvilo v južnem delu Ribniške doline, kjer se po domače reče tudi v lončariji, v lončarih. Prvi, ki opiše lončarstvo v Ribniški dolini, je bil Janez Vajkard Valvazor, kjer pove, da so se v vaseh, to se pravi Dolenja vas, Prigorica, Nemška vas, Goriča vas in pa Hrovača, kjer so se ljudje intenzivno ukvarjali z lončarstvom, center tega je bil Dolenja vas. V 19. stoletju se lončarstvo pomakne še malo v vasi v južnem delu Ribniške doline, poleg Prigorice, Dolenje vasi, se omenja tudi lončarstvo v Blatah, Rakitnicih, ljudje na terenu so mi pokazali tudi prostor, kjer so imeli to lončarsko peč v Lipovcih. Zakaj je bilo to mogoče?
To je bilo mogoče zaradi tega, ker je bilo v neposredni bližini, kakor vidite tale črtkast tale prostor, taka vzpetina, okrog 10 metrov visoka vzpetina, kjer je bila bogato nahajališče ilovice, ki je bilo dovolj dobro, da so jo ljudje lahko uporabljali najprej za lončarstvo, kasneje tudi za pečarstvo in bilo je tudi tam se kasneje razvilo pekarska dejavnost. To se pravi, prvič, neposredna bližina gline, to se pravi materijala, ki je osnova za proizvodno, pa še nekaj je bilo. Tukaj so bile kmetije majhne, v glavnem kaže, v katerih so se ljudje lahko dejansko preživeli samo 7 do 8 mesecev v letu. In zaradi tega so mogli najti neko dodatno dejavnost in v teh vasih tukaj je bilo zaradi vsega povedanega možno se intenzivno ukvarjati z lončarstvom. To se pravi, omenili smo Janeza Vajkata Valvazorja, v 19. stoletju prvi viri pišejo, da se je v teh vaseh, to se pravi v Dolenji vasi in v okoliških vaseh, z lončarijo ukvarjalo 250 družin. V drugi polovici 19. stoletja pride že počasi do krize tega lončarstva, kajti nastanejo prvi industrijski obrati. Tle se ustanovi v Kamniku in Palibojah industrija keramike, v Celju pa so začeli izdelovati emajlirano posodo. Potreba po tej posodi se čedalje bolj manjša in sledimo tudi počasnemu zatonu te obrti. Tako da do prve svetovne vojne potem naštejemo v teh vasih samo še 44 lončarskih družin. Zanimivo je, da v bistvu, ko sem gledala po verih, v verih nikjer ti ne najdeš lončarja, da bi se to v bistvu vpisalo noter kot obrt. Kot obrt sem prvič našla, da se je nekdo vpisal kot lončar v poročni knjigi leta 1906, kot poročni knjigi se podpiše Anton Ložar kot poročna priča in leta 1909 v krstni knjigi kot boter in kot boter bil vpisan pod delo pa lončar, Franč Bančič iz Rakitnice kot lončar in gostač. Prej je bilo to skozi prekrito z kmetijstvom. Ta propad v bistvu in nazadovanje lončarstva je probala nekako rešiti lončarska zadruga, ki je bila ustanovljena leta 1916. Ustanovil jo je dolenjevaški župnik in pa tudi poslanec Karel Škulj, ki je nekako vzel vse lončarje pod svojim okriljem in jih pod nekimi ugodnostmi, predvsem so bili dobro oskrbovani za to glajenko, to se pravi tem svičenim oksidom, s katerim so oblivali posodo, kar bomo izvedeli naprej v nadaljevanju. To je dolenjevaški parlament, se temu rekli. Zdaj, kako je bilo z pridobivanjem znanja, to se pravi šolanje naših lončarjev. Lončarstvo je bila domača obrt, zato se je v bistvu to lončarstvo širilo iz roda v rod. Oče je naučil svojega očeta, če je bil kdo zainteresiran, da bi njegov sin znal lončariti, ga je dal sosedu, če on sam ni znal, tako so se začeli učiti 12 do 13 let stari otroci. In dejansko v tej obrti ni bilo nobenih kakšnih hudih tehnoloških napredkov, kar priča tudi lončarski tale kolovrat, ki ima še kar bolj srednjeveško obliko. Po časopisih iz druge polovice 19. stoletja sem brala, kako je treba v Ribniško dolino poslati učitelje, kako jim je treba sezidati bolj moderne lončarske peči, a je do tega prišlo ali ne vemo, ker nikjer v arhivskem gradivu tega nisem zasledila. Je pa vsekakor med obema svetovnima vojnama sta se dva lončarja, Franc Wiederwohl in pa Franc Pogorelec, odločila, da svoje znanje nadgradita v keramični šoli v Ljubljani. Franc Wiederwohl je šel v Kamnik, kjer je posebno v pokoju velik delu z lončinino oblikovano s pomočjo lončarskih modelov. Medtem ko je Franc Pogorelc, ki se je vrnil nazaj v Dolenjo vas, v bistvu nadaljeval s tradicionalnim lončarjenjem, edino kakšne podobe križev, Marij ali kaj takšnega je oblikoval s pomočjo teh mavčnih modelov. Kot zanimivost pa lahko omenim, da zgleda, da so ribniški lončarji to znanje o lončarjenju
prenesli tudi na nekatere druge kraje. In tako beremo Jana Srdina leta 1884 zapiše, da Ribničani sem ter tja so uživeli kako obrtnost ali trgovino, katera je bila domačinom prej neznana. Tako, na primer, so mi pravili v Šentjerneji, da so lončarstvo v tamošnjem kraju ustanovili Ribenčani. Drug tak kraj, ki naj bi tudi Ribenčani ustanovili v bistvu lončarstvo, je pa istrska vas Pavletiči, ki jo danes ni več, ampak je pa bila. In prvi lončar v tej vasi naj bi se imenoval Pogorevac, to se pravi po hrvaško, naj bi pa izviral iz družine Pogorelcev iz Dolenje vasi, ki so bili zelo močni nosilci te lončarske obrti na Ribniškem. Zdaj si pa malo pogledamo naprej, kako je potekalo delo in življenje ribniških lončarjev. Ribniške lončare lahko razdelimo nekako 3 skupine. V prvi skupini so bili lončari, ki so sami nabirali glino, izdelovali lonce, imeli so svojo lončarsko peč ter voz in konja, da so lahko v bistvu to svojo lončnino prodajali. Drugo skupino, ta je bila najštevilnejša, so bili lončari, ki so imeli vse to, kar sem prej povedala, edino, kar niso imeli svoje lončarske peči, zato so jo za svoje potrebe najemali pri teh, ki so jo pač imeli. In tretjo skupino spadajo revnejši lončari, lahko so dostikrat tudi nekoliko starejši lončari, ki so pomagali lončariti pri lončarjih v prvi in drugi skupini, kadar so bile v bistvu te priprava na te velike peke, na sejme ali kakor tak, da se je bližal kakšen sejem. To se pravi, hodili so pomagati lončarjem prvih 2 skupin. Sami so doma izdelovali igračke, lončene igračke, ki so jih potem v Jerbasih nosili po vaseh prodajati, ali so šli pa potem, ko je bil že vlak na Hrbtnik so dali in so šli v Ljubljano in prodajali te piščalke, kakšne so izdelali, bomo izgledali prej. Torej, lončari pri svojem delu niso imeli nikakršnih posebnih lončarskih delavnic, ampak je vse delo potekalo v hiši, to se pravi v glavnem bivalnem prostoru. Kako je to izgledalo, vam lahko predstavljate hiša. Vse je bilo, da bom rekla, kako umazan od gline. Zato je napisal prav. Ne bom ga vzela v Dolenji vas Mozaka, drugega ne dela, ka z lonci brkla. To si morate imeti, to je bila svinarija, to je bilo vse ušprican z glino. To je bil delovni prostor. No, zdaj surovine. Mi smo rekli, da so lončari svojo glino dobili na Brezjah v neposredni bližini. V 19. stoletju pa so na Kočevskem odprli rudnik premoga, in tam so pa dobili drugo vrsto, dosti bolj kvalitetno glino. Glina iz Brezij je bila taka bolj, ko se je žgala, je imela opečen videz, bila je bolj suha, rada hitro spokala in so jo uporabljali predvsem za izdelovanje loncev, za peko in kuho v lončenih pečeh. Dokler so v bistvu z njimi kuhali in pekli na ognjišču in v pečeh, so tej posodi dodali še nekaj kremenčevega peska. Kočevska glina je bila pa bolj mehka, mastna, voljna, bila je bolj svetla, to so te lonta, svetla barva, to je bila kočevska glina. In s to glino so delali pa boljše vrste posode, majolke, rožnike, sklede, ki so bile taki bolj reprezentativni lončarski v bistvu predmeti. V tej glini iz Brezij so rekli zemlja, ker je bila dejansko tako kot zemlja, medtem ko kočevski glini so rekli pa glina. Zdaj so pripeljali sami to lončari to glino domov. Treba je bilo to glino zdaj najprej seveda očistiti z lesenim batom, ki je delno viden tlele, to je to. So glino z batom zbili v tak prvokloten hleb, vse to so opeli na kobilco ali stolcev, kakor so rekli, so se zraven učedili takole na pručko in za srpom to glino rezali, kajti glino je treba bilo popolnoma očistiti vseh primesi, od peska, kamenčkov, organskih snovi, ker če bi to ostalo v glini, bi se takrat, ko se bi glina žgala, bi lonc raznesel. In lonc ne bi bil uporabljen. To se lahko tudi enkrat in dvakrat v bistvu ponovili, da je bila glina res čista. Potem so to nastrgano glino dali na tla
jo fajn namočili in pustili dan, dva dobro stati, potem so pa začeli hoditi po njej ure, da so v bistvu to glinino dobro pregnetili in da je postala voljna, čista in tako, da jo je bilo potem mogoče oblikovati. To so mi rekli ljudje, ki so bili, očetje v bistvu so bili lončarji, so rekli, nismo imeli nič v mladosti, kadar jata šel ali pa kadar smo imeli malo časa, ni bilo drugega, da smo mogli čistiti pa tlačiti glino. Prav se rekli, nobene mladosti pa nobenega prostega časa nismo imeli. To tako malo etnologije. No, in potem je lončar zalaufal tale svoj kolurat, ki ga je poganjal z nogo. Ob tem je imel tudi skledo tukaj z vodo, v kateri je imel blek, to se pravi krpo iz ovčje ali jelenove kože. S to krpo je na kolovratu potem gor vlekel posodo. Potem je imel špriklo, to je bila taka lesena palca, ki je bila na eni strani ravna, da je gladil zunanjo in notranjo steno in pa dno posode. Špičasto stranjo, kot kaže tukaj, je pa oblikoval še rob posode. Zdaj, potem, ko je bila posoda gotova, pa še ni, jo je pa z tako žico odrezal in jo dal sušiti. Še ni dal dol, kajti na posodi, ki je bila še na kolovratu, je naredil še osnovno krašenje posode. To je bila pa ponovadi to, da je imel v lončkih različne barve gline, ki jo je raztopil v vodi. To se pravi, če je delal lonec z glino iz Kočevja, je imel to rdečkasto barvo iz gline, ki je bila iz brezi. In obratno, ker je bil pač to kontrast. In potem je s čopičem, Bojc mi je rekel, najboljši čopiči so bili tisti, ki sem kocine potegnil ven kravi iz ušesa in je potem narisal ravne kolobarje ali vijuge, potem pa je lahko še te robove gornje okrasil tudi ročno, potem je to odrezal z struno in tako posodo dal sušiti. Takole so tole sušili. Poleti so to sušili vzunaj, to so sušili 2 do 3 dni, pozimi pa v glavnem bivalnem prostoru v sami hiši. Ko je bila ko je bila posoda suha, jo je dodatno krasil, predvsem sklede, vrče, rožnike, to je taka velika skleda bila za mešanje testa in vidite, tlele so malo slabo se vidno. Če boste pol vzeli knjige, kaj boste lahko vzeli, boste videli. Za Ribničane je bilo značilno, da so naredili 3 cvetlične motive, takole na obodu, ali pa en cvetlični motiv na dnu in pa okrasili so okrog še s temi pisami, kolobarji. Za zeleno barvo so uporabljali bakrov oksid, če so naredili rjave črtice, so pa uporabljali železov oksid, ki so ga zmešali z tem glazuro in pa malo vode. In to so to naštimali tudi s temi preprostimi čopičimi. Ko se je to posušilo, je temu sledilo prvo užiganje posode. Posodo so užigali v lončarskih pečeh, ki so stale vedno nekoliko ven iz vasi, to je bilo zaradi nevarnosti požara, kajti takrat so bile vse hiše krite še s slamo, blizu ponavadi vode. To je bila posebna koča, ki tlele na sred, to je samo slika, tle je imela dile, pokrita z dilami, da takrat, ko so užigali, so te dile umaknili, da je šel dim in pa iskra in saje v zrak. In ko je imel lončar to narejen, je poklical te najbolj spretne ženske in dekleta iz vasi, ki so te police, na katerih so bile pač se je posušila ta lončenina, so s policami, takole so jih nosile na glavi, do lončarskih peči. V tako lončarsko peč je šlo nekako od 800 do 1200 kosov posode, odvisno od velikosti. Po sredini so naložili, po sredini so tle bolj naložili večje kose, ob strani pa manjše, tako da je bila v bistvu ta lončarska peč dobro vsa čisto zasedena, potem so pa ta vhod v to peč zazidali še s staro lončenino. In potem se je začelo žganje te lončene posode. Prvo užiganje je trajalo približno
20 ur in pri prvem vžiganju in pa tudi pri drugem, bom bolj povedala, so porabili približno 5 kubičnih metrov pri vsakem vžiganju največ bukovih drva. Pravijo pa, nikoli nismo za to sekali lesa, ali smo krajnike dobili na žagah, ali smo pa suh les pobirali po gmajni. V glavnem, včasih so znali gozd zelo, zelo čuvati. To se pravi, zdaj smo, kurili so pa iz teh dveh koncev, to sta bile te dve, kako bi rekla, tuljavi, v katerem so v bistvu ta goreč les tot potisnili s kavli in se je to potem kuhali 20 ur. Ko je bilo prvo vžiganje končano, je bilo to boljšo posodo treba glazirati. To se pravi, polili so jo tem svinčevim oksidom, ki je dalo posodi videz tega steklene prevleke, da se je ta posoda lepo svetla. Glazirali so v glavnem notranjost, loncev za kuhanje sam notranjost, sklede so v glavnem notranjost in pa zunanji rob, nekatere lonce so glazirali v celoti. Pri tem sušenju oziroma ponovnem vžiganju je bilo pa pomembno to, da je peč dosegla dosti visoko temperaturo, da se v bistvu ta svinc, ki je bil v glazuri, zažgal in da v bistvu te glazuri niso imeli več teh svinčevih primesi. In seveda, tle se je dal šparati, tako v novicah iz leta 1852 preberemo zapis: opomin našim lončarjem. Pretekli mesec se je zgodilo, da je kranjskim lončarjem, kranjski lončarji, ki so prodajali v Trst, so bili ribniški in pa komenski lončarji. To se pravi, da je kranjskim lončarjem, ki spiske in sklede v Trst naprodaj vozijo, tržiški magistrat 124 000 piskarjev in skled pobral in razbiti in pokončati dal, zato ker posoda ni bila prav dobro loščena. In tedaj zdravju nevarna spoznana, da so imeli s tem, kako slišimo, 4 dni opraviti. Je že moglo najti se, da posoda ni bila loščena, kakor mora biti. Za pravilno loščeno posodo in nadzor je skrbela tudi trgovska obrtna zbornica v Ljubljani. In na dopis v te ustanove, okrog leta 1900, ki je skrbelo, da bi bila posoda zdrava, je dolenjevaški župan odgovoril: končno se še dostavlja, da ni podpisano županstvo še nikoli čulo, da bi bil kdaj kdo zaradi postekline lončarskih izdelkov v dolenjevaški okolici zbolel, da bi bil kdaj kak lončar zaradi tega kake ovire imel ali kaznovan bil. No, to je pa politika, ne? No, in zdaj imamo pa to posodo narejeno in zdaj bomo še pogledali, katere vrste lončevine so v bistvu izdelovali ribniški lončarji. To so bili razne sklečke, sklede, kot jih imamo tukaj, potem vaze, to so izdelovali kasneje, pa papirnike, rožnike, to se pravi lonce za rože, razne vrče. Potem so bili navadni lonci za kuhanje v peči, to so rekli ta pajščen lonc. Tale je bil malo boljši, to je bil šporhetar, mogoče se s tem že lahko kuha na šporhetu. Potem je bil to majhen lonček z livcem, to je bil piskrc, s katerim so bolj shranjevali hrano. Potem je bila to kozica štampa, kjer so noter pekli tudi potico. Razne vrste kozice imamo tle na 3 nogah, pod katero je gospodinja lahko dala žerjavco in noter spekla krvavice, pečenice, potem razne močnate jedi. Potem imamo tukaj kolačnike, samo da je tole moje kolačnike, a ne. Zanimiva je tale posoda imenovana žara, v tej so shranjevali na primer svinjsko mast. Potem je tole poseben pokrov, samo da si ne vem, kje imam jaz tole pokrov. To je tako, kakor danes kadimo pod peko, tega so ogromno prodali, posebej na Primorsko, kjer imajo te odprta ognjišča. Ta bolj bogate gospodinje so pa uporabljale te pinje za izdelovanje surovega masla, ki so jih izdelali ribniški lončarji. Te pa niso pušale in jih ni bilo treba prej namočiti, lesena je lahko pušala.
To so v glavnem te izdelki. In novice iz leta 1867 v tej lučevini njihovi zapišejo. Če ravno ti izdelki niso posebno lepega obličja, ker se jaz osebno ne morem strinjati, vendarle so trdni in čudovito po nizki ceni, pri kateri je lončarjem le zato mogoče izhajati, ker jim žganje le malo stroškov prizadeva. Namreč več njih ima le eno peč, v kateri po redu žgejo, da se peč nikoli popolnoma ne ohladi. Poleg same lončenine so pa seveda Ribničani izdelovali tudi lončene igračke, posebno piščalke. Tule sem to sliko dala, to je Jakob Nosan, s tem sem jaz imela še to srečo, da sva še osebno govorila in da mi je še osebno prikazal, kako se te lončene igračke izdelujejo. Že tukaj je bil mož star ka žena, ka zemlja, ampak izrednega, zvedavega duha, lahko rečem. In tukaj sem hotela to pokazati, da vse v kakšnih količinah. To je imel cele gajbe v bistvu teh lončenih igračk, ki jih je izdeloval. Tukaj malo bolj so natančno prikazane te igračke, ki so jih izdelovali tudi drugi ribniški lončarji. Tukaj moramo pa povedati, da so te lončene igračke zelo pritegnile Boža Račiča, ki je bil med vojno ravnatelj državnega osrednjega zavoda za žensko domačo obrt in je zelo znanega lončarja dolenjevaškega Jakoba Pogorelca nagovoril, da naj v bistvu izdela tudi kakšne te lončene preproste plastike iz vsakodnevnega življenja ljudi, potem razne beslovne junake in res on se je tega lotil in leta 1935 na primer izdelal plastiko Jurija z zmajem, ženo z Irbasom, divjega moža na štoru, opico s fagotom, voznika za vprego jaslice svetega Jurija, svetega Roka s palico in psom, potem 4 pijance za mizo, babo z dvignjenimi rokavi, to se verjetno spomnil svoje žene, orača s plugom, voznika za vozem in tako naprej. In vse te stvari je potem odkupil že takrat Slovenski etnografski muzej, kjer danes hranijo te njihove izdelke. Vse to, kar so naredili, so mogli seveda prodati. In ta območje, kjer so prodajali ribniški lončarji, to svojo lončevino je bilo dosti obširno. Saj ponekod so prihajali skupaj tudi z drugimi, ampak kljub temu. V času Avstro-Ogrske monarhije so svoje izdelke prodali po delu Furlanije, Goriške, Primorske, po celotni Istri, po Notranjski, Kočevski, Beli krajini, Suhi krajini, potem ob hrvaškem tem Primorju, Kvarnerju. Večji trgovci so od Ribničanov odkupovali na Reki celotne kompozicije, v bistvu cel voz lončenine in so jo naprej prodajali na Krk, Loš in še nekatere druge otoke. Z podpisom Rapalske pogodbe leta 1920 je bil pa to spet en zelo hud udarec na ribniške lončarje, kajti več kot polovica tega tržišča se jim zmanjša. To se pravi Furlanija, Goriška, Primorska, Istra, velik del Notranjske, vse to spada pod kraljevino Italijo in s tem zgubijo velik del svojega tržišča, se pa nekoliko bolj potisnejo proti Hrvaški pol in celo pridejo do Bihača. Svojo lončenino so ribniški lončarji, če gremo malo nazaj v zgodovino, prodajali tako, da so si jo kar lepo natovorili te revnejši, ki niso imeli svojega konja. Tam ne vidite tole sliko, v koš, zavili so jo slamo in jo tako ponujali po sejmih, od hiše do hiše in tako naprej. Tisti, ki so imeli konja in v južnem delu Ribniške doline so imeli veliko konj, so imeli posebno 2 izdelane košare, ki jih je v bistvu tovornik obesil na konjička, na svojega fuksa, to malo si predstavljate Martina Karpana s kobilico, in ga je ponujal naokrog. Nekako v začetku, začetku 19. stoletja pa se izboljša ta cestni promet in prodajajo lončevino tako, da so jo z vozmi
kjer je v bistvu se lahko natovorili celotno v žago, kakor je bilo v eni v žagi, toliko so lahko natovorili na voz, jo hodili prodajati v vseh tistih krajih, kakor sem vam predstavila prej. Na sejmih, to se pravi, na sejem so šli tako, da so ponavadi očetje s sabo vzeli svojega sina, da so rekli, da je mlad fant dobil vesele, da je videl, da se to splača. Tako tudi pravi ribiška pesem, mož le tisti je, ki po svetu ve, kdor doma tiči, ta nič vreden ni, kdor po svet bljune, se še žent ne sme. In tudi oni nikoli niso hodili v skupinah, kajti vsak lončar je imel v bistvu svoj rajon, to pa zato, da si niso delali konkurence in tudi, kot so sami rekli, vsak mora biti učen prodajati robo sam. Če modro govori, si že kaj pridobi. In vse do današnjih dni, to se pravi do tistih dni, ko sem jaz še hodila po terenu, pa so začeli to prodajati naokrog takih majhnih tovornjakih, je bilo tako, da so po mestih in trgih, pa na sejmih prodajali lončevino za denar. Dvakrat na leto so šli pa na podeželje in to je takrat, ko je dozorela pšenica in pa koruza. In so lončevino prodajali, v bistvu zamenjevali. Kolikor so zajeli z eno skledo ali pa z enim loncem žita, toliko je bila v bistvu ta zamenjava. Zato v teh družinah v bistvu nikoli ni bilo lakote. Vedno so imeli dovolj žita, dovolj koruze, da so lahko sami dobro preživeli. Zdaj pa sem rekla, če so zamenjevali mogoče še kakšne stvari, pa niso spomnim, ampak potem sem v časopisu Slovan iz leta 1884 prebrala, da Dolenjci tudi dobro pomnijo, da so jim prinesli pred 100 leti najprvi krompir ribniški lončarji. Gospodini, ki je kaj od njih kupila, dali so ga jedan ali več kosov za seme s podukom vred, kako ga je treba saditi in gojiti. To je bilo meni se zdi ta podatek zelo zanimiv in sem šla pol brati knjigo od Britovška, Razkroj fevdalne strukture, kjer pa omenja, da se je konec 18. stoletja na Ribniškem več kot 510 družin ukvarjalo z vzgojo krompirja in nadaljuje, da je na Kranjskem bil najbolj razširjen tako imenovani ribniški krompir, ki je v Ribnico prišel v začetku 19. stoletja iz Reke. Tam so pa tudi ribniški lončarji v bistvu prodajali svojo lončenino. To se pravi, tukaj je bilo že izmenjava dobrin tudi na drug način. Ne? No, na koncu, da ne bom predolga, naj pa povem še to, da v bistvu so ljudje vedno delo, znajo včasih pa verjetno tudi danes, no, nekako ob tem se tudi nekoliko zabavati. Kajti ožaga, ta lesena koliba s to lončarsko pečjo je bila v bistvu pravi družabni prostor. In Tone Trdina svoje spomine na dogajanje opisuje tako. Ožaga. Kdo izmed otrok se ne spominja z veseljem in tiho željo v srcu, da bi spet kmalu užigali? Ob steni znotraj so bile postavljene klopi, včasih tudi navaden lesen tram, kjer so posedali vaški očanci ob dolgih jesenskih in zimskih večerjih. Pripovedovali so sinovice iz vsega sveta. Tudi marsikatero pametno so včasih razdrli. Prijetno je dišalo po pečenem krompirju. Tudi včasih pol vasi peklo krompir. Jeseni so mali frkci dajali v žrelo koruzo, ki je pokala, da je bilo kaj. Ob steni so se sušila drva, para je izpuhtevala iz njih in se mešala z dimom. Na ognju je tu in tam cvrčalo iz mokrega polena. Toplo je bilo v žagi in prijetno in toliko zanimivih reči se je izvedelo prav tu. Otroci so radi poslušali stare Grče, kako so si izmišljali najbolj neverjetne pripovedke in pravljice, ter možakarje, ki so že marsikaj preboleli v življenju, v vojnih in starih časih nasploh. Hvala. V bistvu ta publikacija Ribniško lončarstvo včeraj, danes, jutri je nastala v okviru istoimenskega projekta, ki je bil zastavljen tako, da bi to naše lončarstvo, ki je dalo toliko kruha ribniškim družinam,
ohranili pa spodbujali njegovo kontinuiteto ali pa mogoče še koga drugega spodbudili k tem, da se pač loti te obrti. Ob vsem tem pa sem potem razmišljala, kaj naj bi bil prispevek o sodobnosti lončarstva in sem se potem odločila, da kljub temu, da so pač te družine, ki se še ukvarjajo z lončarstvom na Ribniškem, tako blizu geografsko, ne, in da imajo skupno preteklost, da nekako si delijo podobne izkušnje in tako. Vseeno ima vsaka neko svojo specifiko. Zato sem pač se odločila, da jih predstavim kot lončarske družine in to so 4. Lončarstvo Bojc, potem je lončar Anton Nosen, lončarstvo Nosen in pa lončarstvo Pogorelec Češarek. No, prvi so Bojčevi. V tej družini delajo Janez Bojc, Andreja, njegova žena in pa hči Jasmina. Janez je sin Leopolda Bojca, ki ga je, prej smo ga videli pri Mojci, ja. In beležijo v družini že 300-letno tradicijo lončarsko. Njihov vsak dan si lahko gledamo tam na tej sliki. V bistvu so v delavnici, ki se drži hiše, kar več ali manj vedno jih najdemo tam, kadar potrkamo na njihova vrata. In Janez skrbi za glino, ki jo še vedno kopljejo na Brezju pri Goriškem. On tudi skrbi za predelavo gline, jo oblikuje še vedno na lončarskem vretenu, skrbi za peko, za sušenje, torej za vse te procese. Andreja dodeluje, poslikava izdelke, hči Jasmina pa dela na tem, da bi v bistvu vnesla neke nove smernice, trende, se bolj poslužuje barvnih glazur in tako. Povpraševanju pač sledi. Andreja pravi, dokler je bil še pač njihov ata živ, Leopold, je bil on glavni pri hiši in sta Janez pa Andreja bila le bolj njegova pomočnika. Andreja je delala manjše stvari, jaslice tudi, za katere danes pravi, da nima več časa. In družina je kar dobro živela od lončarstva, saj pravijo, da so pač kar so naredili, so vse prodali. Predvsem je bil velik odkupovalec podjetje Dom, ki je prišel tudi na dom in odpeljal pač kar so čez zimo naredili. No, danes je s tem drugače. Lončarji morajo izdelke narediti in jih potem tudi sami prodati. In največ Bojčevi prodajo na sejmih, na različnih prireditvah, žegnanjih, skoraj da ni sejma, kjer jih ne srečate. In tako da v bistvu so kar precej ujeti v to delo, tako v delavnici kot potem tudi s prodajo. Še vedno izdelujejo tradicionalne izdelke in prenašajo pač te tradicionalne oblike tudi naprej. To so predvsem sklede, majolke, potem tudi piščali. Se pa poslužujejo tudi željam naročnikov, tudi da izdelujejo kakšne okrasne lestence, lustre za zidanice, v bistvu kar jim tudi kdo naroči. Potem nekatere stvari se potem prelevijo tudi v kakšen hit in potem ponudbo povpraševanja in potem pač postane to izdelek, pač njihov izdelek. Danes žgejo v električnih pečeh, seveda. Prej so do leta 1990 so žgali v peči na drva, pa so jo potem podrli
tako da so potem kupili plinsko peč, no, zadnjih 20 let pa se poslužujo električnih peči, ker so bolj ekonomične, pravijo. No, nekateri izdelki se potem rodijo tudi na ta način, da te preši nekakšen spomin, tako kot je tudi Andreja Vojc mi govorila prav za tole skodelo, ki ima tako hrapavo površino, da je bila na neki domačiji, kjer so na odprtem ognjišču v lončeni posodi, lončenem loncu kuhali ričet in se je seveda malo propalo, ne, tako da je ostala taka skorica po zunanji površini. In ta spomin jo je pač pripeljal do tega, da danes izdelujejo celo kolekcijo takšnih posod, ki so kar prodajni hit, pravijo. No, naslednjo, no, tukaj recimo je še kar možnost, da se mogoče lončarstvo ohrani, ne, čeprav vrti samo še Janez, Jasmina zna vrteti sicer, ampak zaenkrat prepušča to delo očetu, ne. Potem naslednji lončar je Anton Nosan. On je pa tudi potomec lončarske družine. Stari oče Franc je obrt prenesel na 3 sinove Antona, torej njegovega očeta, Ignacija in pa Jakoba Nosana. Anton in Jakob Nosan še danes se ukvarjata z lončarstvom. Anton Nosan je že od mladosti pomagal očetu pri delu v delavnici in največ sta takrat izdelovala cvetlične lonce, ki sta jih še z vozom vozila, pač s konjem in vozom, no, vozila v Grosuplje pa v Cerknico in takrat se je pač tega največ prodalo. Poleg tega sta izdelovala tudi lonce, sklede, majolke in pa piščali. In tudi on pravi, da si je vse prodalo, kolikor si naredil, ne. Tako da, no, danes on je v bistvu upokojen, zato pač mu delo ne predstavlja nekega onega tempa, ampak se pač loti lončarstva po opravljenih vsakdanjih stvareh. V njegovi delavnici, vidite tam, on ima tako zelo, ne vem, kako bi rekla, čutno delavnico in ima 2 vretena, tako da njegov oče ni še tako dolgo, kar je umrl, tako da se zdi, kakor da čaka tisto osamljeno vreteno, da bo pač še nekdo prišel v to delavnico, sosedel zraven njega in da bosta skupaj potem nadaljevala to delo. No, žal tudi pri njemu ni nobenega, ki bi se mu prisedel, ne. In še vedno izdeluje lonce, sklede, on je res mojster oblikovanja na vreteno, tako da tudi tule, če ste videli, so sklede, kot da bi jih v bistvu naredil stroj, ne, vse enake. Pač poslužuje se tudi nekih redesignov, ali kako bi temu rekla, tako da recimo ta peščen piskar, ko so ga včasih uporabljali za kuhanje, je on priredil v posodo za med, recimo, kar nek lonček za med s pokrovom. Pač nekako sem pa tja ima kak izdelek, kako bi ga mogoče lahko uporabljali tudi danes, ne, ampak več ali manj pa so to še vedno tradicionalni izdelki. No, uporabi pa tudi, sem pa tja uporabi tudi to kočevsko glino, tamle na majolki vidite, da je oblito z njo, tako da bi lahko to dojeli kot neko, da uporablja neko vez s preteklostjo, pač kar mi je všeč, da ne dodaja nekih, pač meni všeč, no, nekih teh modernih materialov, živih glazur, ampak na nek tak nevtralen način še vedno govori svojo zgodbo. Sicer je naučil tega znanja tudi svojega sina in hči. Hči mu še pomaga v delavnici, ampak na žalost se še ni nihče odločil potem, da bi nadaljeval njegovo obrt.
No, to so vse njegovi izdelki. Potem smo pa pri lončarstvu Nosan. Anton Nosan in Jakob Nosan sta bratranca. Tale Jakob ima zanimivo zgodbo, ja, podobnost s svojim očetom, ker sta oba z očetom sta odraščala pač z očetom, ki je bil lončar in pomagala v lončarski delavnici. Se je izučila za lončarja tudi, ampak oba zašla na drugo poklicno pot. Oče od Jakoba, Jakob, je bil v bistvu kolar. Tale Jakob pa je bil v kovinarski industriji, no potem pa se čas obrne in sta oba nekako zašla nazaj na lončarsko pot. Kolarstvo je seveda zamiralo, ne, v sredini 20. stoletja, prav tako pa kovinarska industrija v Ribnici v času osamosvojitve Slovenije so pač to veliko podjetje je šlo v stečaj in zato se je Jakob odločil, da pač nadaljuje družinsko tradicijo. Njegov oče je bil mojster izdelovanja predvsem figuralike, tako da je tako kot Franc Pogorelc. Ja. Izdeloval prav te figure, ženska z posodo na glas, z Jerbasom, kralja Matjaža in tako. Tako da je tudi Jakob, sin njegov, zdaj ohranja to njegovo tradicijo. Poleg tega pa izdeluje tudi druge izdelke, nekaj jih tudi vliva, tako da ni vse samo pač to klasično ročno delo. Prenos znanja je pač prenesel znanje na sina, vnuka in tudi zeta, ampak so se spet vsi odločili za drugačno poklicno pot. Mogoče se pa tudi tukaj časi obrnejo, pa se ta družinska tradicija spet nadaljuje. On res tudi uporablja bolj te nevtralne barve, uporablja engobe, le ta valovnica bela je njegova zaščitni znak. Ja. Hvala. In potem še četrta družina, to je pa lončarstvo Pogorelec Češarek. Tukaj je pa naveza Janeza Pogorelca, ki je v bistvu svojega znanja ni pridobil od svojega očeta, ampak je bil Franc Pogorelc, ki smo ga prej tudi videli tam pri peči, tisti, ko je vrtel sklede, cvetlične lonce. No, tisto je bil njegov ded in zaradi tega je Janez pač si vedno želel delati z glino. Že kot majhen pravi, da je brskal po črepinjah okrog Žage in zbiral kakšne cele piščalke in pač vse mu je bilo tako kot neka svetinja. Pač vedno je čutil to neko vez in da pač more ohraniti tradicijo in se začeti ukvarjati z lončarstvom, ampak mu nekako kar ni šlo. Tudi profesor Debeljak iz ribniške osnovne šole je pač prepoznal ta njegov potencial, ampak in se potem poskušal dogovoriti z enim izmed lončarjev, da bi ga vzel v uk, pa pač ta projekt ni uspel. Tako da se je potem Janez lotil lončarstva na lastno pest in je odšel po znanje v Šentjernej, k lončarju Pungarčarju. K njemu je prišel pač parkrat na obisk, rekel, jaz sem se tam usedel za kolovrat, on me je pustil, on je delal svoje delo in sem pač tam se sam v bistvu navadil. Odgovarjal mu je tudi ta princip kolovrata, tako da si je potem podobnega izdelal sam in začel pač ustvarjati. Pridružila se mu je pa tudi tašča, Ana Češarek, o katerem bom pa potem kasneje spregovorila. No, on izdeluje tudi, zelo je dober na vrtenu, njegove sklede so tudi perfektne, čeprav on pa ne uporablja domače gline, ampak jo ima tudi Šentjerneja. Enkrat jo je navozil cel
kup in je rekel, jaz jo imam za verjetno do življenja, pač do konca življenja. Sam se nima, pravi, da on ni lončar, zaradi tega, ker se s to obrtjo ukvarja samo v popoldanskem času, kot dopolnilno dejavnost. In pravi, tako je zmeraj bilo, lončarija je bila dopolnilna dejavnost in žal tako pač to dojema. Ampak videti ni, no, da je to kot dopolnilna dejavnost. Njegovi ateljeju, kot mu reče, ima razvrščene res prekrasne izdelke, od sklet, potičnic, majolk, piščali. Tudi sam najraje pravi, da najrajši izdeluje konjičke, pa prevzel je pač to obliko njegovega deda, sem da ga je še malo dodatno stiliziral, da je pač malo tanjši, bolj eleganten, no? Športen, ja. In tudi ne uporablja kaj preveč barv, to valovnico, črte in pa take stilizirane cvetlice. Pravi, da pač, da si ne želi, da bi imel neke večje količine, da bi dobil naročil, da mu je najlažje, mislim, najboljše, da pač da postopoma izdeluje, da ni v nekem pritisku, ker pravi, da mu ne bi bilo več fajn delati, to pač ohranja na neki distanci, nek ta pressing, pa on pride v bistvu v delavnico, da se sprosti, da izživi tisto potrebo po oblikovanju z glino in to mu pač zadošča. Tudi on ima, z njim dela žena še in tudi otroci, na otroke polaga upe bolj v kako promocijo na internetu, ne tako na računa še na njih v delavnici. No pa kljub temu v delavnici ni sam, ker mu dela družbo tašča, kot sem že rekla, Ana Češarek, ki je najbolj znana po izdelovanju jaslic. Torej ona ne izdeluje klasičnih pač lončarskih izdelkov, ampak predvsem figure. Figuralika je njena glavna nit in motive jemlje iz vsakdanjega življenja, iz mitologije, iz literature in pa predvsem iz nabožnih scen. Tako da je naredila ogromno podob, figur za kapele, za različne cerkve in kapelce, ja. In je bila, da je razstavljala tudi na mnogih razstavah in dobila je številna priznanja. Papež Benedikt XVI pa je leta 2006 dal posebno priznanje za oblikovanje evangelijskih dogodkov v jaslicah na Slovenskem. Tako da ona je v bistvu samouk, pravi, da dela iz sebe, pri njej je bil enkrat Stane Jarm na obisku in je rekel, da nekar pač sledi tem svojim notranjim občutjem in izdeluje tako kot zna, ker če bi šla zdaj na neko izobraževanje, da najbrž to ne bi bilo več to, da ne bi bila več ona, ampak nekaj naučenega. Tako da njene figure so res izjemne. Ne vem, mogoče imate tudi tukaj na Loškem v kakšni cerkvi kakega svetnika. No, to je v bistvu predstavitev teh ribniških družin. Seveda obstajajo tudi drugi lončarji, keramiki, ki pa pač so se naučili tudi kje drugje, ne samo, pač ni samo ta družinska tradicija, ampak jih nisem dala v to publikacijo, ker se mogoče trenutno ne ukvarjajo oziroma so bolj za prosti čas, ne tako za prodajo in tako ni še tak resna obrt nastala pri njih. Se pa Rokodelski center trudi že od leta 2011 s svojo lončarsko šolo, da bi
delil znanje lončarjev, da bi spodbudili koga, da se začne ukvarjati s to obrtjo tudi malo bolj resno. Ampak zaenkrat je to le bolj za prosti čas. No. Nihče se potem zares ne odloči, da bi pa šel v to obrt in preživel od tega. Ne. Saj to je pa potem ta problem. Ne. To je v bistvu to.